Po pomembni zmagi v Velenju, eni ključnih obojev za naslov prvaka, je ekipa dobila 2 zaslužena prosta dneva. Ravno prav, da so se nogometaši v torek vrnili polni energije in pozitivno razpoloženi pred zaključkom sezone. Ja, seveda je posel, če ne drugega, zaradi psihičnega vidika že, da se glave malo spočijejo in tu je včasih večji problem v glavi kot pa v sami fiziki, tako da mislim, da smo dobro izkoristili ta 2 dni, se doma podružili z družinami in pozabili malo na vse skupaj, se vrnili z novimi močmi v nove treninge, tako da zdaj pa nas čaka samo še ta finiš. Finiš do končnega cilja, ki je že zelo blizu, dosegljiv v naslednjih nekaj tednih. Toda dokler nogometna matematika ne bo neizpodbitna, moštvo zasleduje le en cilj, vsako naslednjo tekmo. Čeprav je v okolici čutiti, da je to ena izmed tistih sezon. Ja, moram povedati, da je celotna pomlad za nas zelo uspešna in pač smo pokali izpadli, ampak prvenstvo pa res gre vse po naših željah. In moram povedati, da smo se res naučili tudi vzeti tiste pike, če vidiš, da ti kar v tekmo pač ne gre žoga v gol in vzameš tisto piko. To se mi zdi, da v prejšnjih letih nam je to manjkalo in zdaj smo tudi tega naučili, da vzamemo piko, če je treba in na koncu, zdaj ko se štejemo, imamo lepo prednost točkovno. In moram povedati, da smo res zrasli kot ekipa in delamo še boljše, kot smo delali. Tako da res pomladanski del je res ena fantastična zgodba za nami, ampak ni še zaključena. Damjan Bohar je po vmesnih nekaj tednih premora v Velenju spet začel v prvi 11-terici in so igralci do potankosti izpeljal taktični načrt. Tokrat spet v stari postavitvi nekoliko bolj na krilu. Tekma se razlikuje in trener je samo tisti, ki pač naredi tisto taktiko in smo videli pač, da je taktika uspela, ker smo res dominirali na sredini igrišča. Tako da pač, tudi v rombu, ko smo tudi večino časa dominantni, ampak pravim, to je trenerjev odločitev, kateri sistem se bo igral. Do konca je še 7 tekem, prva v soboto proti prvemu zasledovalcu. Domžale so obenem tudi eno izmed 3 moštev, proti katerim je Maribor v letošnjem prvenstvu izgubil. Domžale so bile vedno zelo dobre in težke tekme, tudi fizično zelo naporne, kajti Domžale so vedno dobra ekipa, hočejo igrati, nočejo, da bi se zaprli in čakali samo na kontre. Imajo mlado ekipo, tako da jaz pričakujem, da bo tekma zopet težka in za gledalce so ponovadi te tekme zelo zanimive in res upam srčno, da bi na koncu se pač mi veselili te zmage. Zmaga pa bi pomenila tudi možnost, da se prvenstvo odloči že en teden kasneje, v večnem derbiju, prav na stadionu večnega rivala. Ako se zgodi, da smo Ljubljani prvaki, ampak moram povedati, da nam je v bistvu vseeno, kje se veselimo, samo da vrnemo to našo kanto sem in potem mirno dočakamo konec prvenstva. Še prej pa torej dvoboj vodilnih, prvi proti drugemu, v Ljudskem vrtu, to soboto 15:08.